V Armeniji sva! Dobrodošli v Armeniji, deželi Marelic, Brandija in pa številnih cerkva. Armenija je namreč prva država, ki je leta 301 sprejela krščanstvo. Njihov nacionalni simbol je gora Ararat, ki pa je dandanes žal na območju Turčije, ampak razgled nanjo je pa zjutraj fenomenalen. Sneg je tudi avgusta seveda na vrhu. Najino popotovanje sva začela v Jerevanu, v Armeniji. Obiskala bova še Gruzijo in Azerbajdžan, to so vse skupaj 3 nekdanje sovjetske republike, ki ležijo med Črnim morjem in Kaspijskim morjem, ki pa je v bistvu jezero. Sva na Trgu Republike, enemu največjih trgov tu v Jerevanu. Sicer je Jerevan eno najstarejših mest na svetu, še 29 let starejši od Rima. Leta 2018 je praznoval 2800-letnico. Jerevan je tako, mogoče roza mesto. Sliši se čudno, ampak v bistvu je to zaradi tega kamna. To je vulkanski tuf in z njim so obložili vse ta najbolj pomembne stavbe v mestu. Črta gre s tabo. Na nevidnem povodcu. Drugače, tule v Jerevanu, v Armeniji nasploh je zelo veliko, rečemo, potepuških psov. Sva pa videla, da so vsi čipirani in menda da za njih kar dobro skrbijo. Sedaj smo pri kaskadi, eni glavni znamenitosti Jerevana. Zasnovana je bila že pred več kot 100 leti v želji po modernizaciji mesta, ampak zaključena pa šele konec lanskega stoletja. To gre v bistvu za kulturni center, notri so galerije, tukaj vidimo tudi ta park skulptur. Ena izmed znamenitosti pa so tudi pulpulaki, pitniki vode. Kar nekaj stopnic naj jo čaka. Se vidimo gor. Smo se kar namatrali, da smo prišli tukaj do vrha. Jerevan je eno tako reliefno mesto, pa tudi mesto nasproti, od zelo dragih avtov do ladnij brez odbijačev, od moderne arhitekture do nekih socialističnih blokov, ampak zdaj smo na vrhu in tale razgled je res neverjeten. Ob jasnem vremenu pa se tule takoj pod oblakom vidi armenska najvišja gora, 5137 visok Ararat. Po najvišji gori se imenuje tudi tovarna žganja tu v Jerevanu. Pridelujejo brendi. Da pa prideš do tja,
moraš prečkati kar hektično križišče. Gremo. Dobar je. Dobar je. Zaenkrat naj še niso povozili. Zaenkrat. V tej naši turi smo izvedeli, da brendi pridelujejo iz belega grozdja po istem postopku kot konjak, vendar ga tako ne morejo poimenovati, ker tisti obstaja samo v Franciji. Najstarejši primer, ki ga hranijo tu v tej kleti, pa je iz leta 1902. Armenski brendi, konjak, vinjak. Pijemo ga z levo roko, bliže srcu. Zdaj smo pa na metroju in je zakon. Plačala smo žeton, plastičen oranžen. Ta prostor ima za Armence res velik pomen. Tu smo pri spomeniku genocida, ki se je zgodil med Prvo svetovno vojno, ko so Turki še v času Otomanskega cesarstva pobili 1,5 milijonov Armencev. Zaradi tega so se razbežali po vsem svetu, dandanes v Armeniji živi le 3 milijone Armencev, okoli po celem svetu pa 7 milijonov. Ta veličasten spomenik sestavlja 12 nagnjenih stebrov, ki simbolizira 12 provinc, ki so jih Armenci izgubili, v sredini pa je večni ogenj. Zanimivost Jerevana je v tem, da takoj, ko greš iz ulice noter, se takle dvorišča pokažejo. Jerevan je mesto, ki zares zaživi šele zvečer. In glih v tem delu, v tej peš coni, severna avenija pa okrog Kopere, je to najbolj vidno. Ta del je bil odprt leta 2007, potem ko so porušili ogromno starih stavb, sicer v slabem stanju. 27 od njih pa so kamen po kamen preselili na drug del mesta. Po več kot 3-urni free walking turi po Jerevanu sva že tako lačna, da bova zdajle zagrizla v tele cmočke, kinkalije in pa odzvrte zadeve. Črt je naročil nekakšno polnjeno bučo in probimo. Pravijo, da armenska hrana ni tako dobra kot gruzijska, ampak tukaj pravijo pa drugače, da oni so že prej jo izumili, tako da je boljša. Bomo videli. To je to za danes, več pa jutri.